Prav lep pozdrav na današnji novinarski konferenci v okviru 12. vseslovenskega srečanja Slovenk in Slovencev v slovenskem parlamentu in prvega srečanja mladih Slovenk in Slovencev iz mesta in sveta v slovenskem parlamentu. Zadevo bi zaokrožil v treh sklopih. In sicer prvič bi rad povedal, da bo, torej zadnjih konec junija, začetek julija, pravzaprav tudi okrog 14 dni, kjer bo namenjeno veliko tega dogajanja v Republiki Sloveniji prav našim rojakom iz zamejstva in po svetu. 1.7. na Vrhu planini, 4.7. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, dobrodošlica doma. Potem pa seveda, ker so nekateri dogodki, ki se pač sledijo enim za drugim, nekateri tudi nekoliko zamenjujejo, ne bi želeli seveda posebej poudariti, in naša novinarska je seveda namenjena prav temu tradicionalnemu srečanju v slovenskem parlamentu, ki bo 5.7. torej tukaj pri nas. No in sedaj bi nekaj več rad spregovoril prav o tem vseslovenskem srečanju v slovenskem parlamentu. Omenil sem že, da bo to torej 12. srečanje in da bo to prvič, torej prvo srečanje v dvorani Državnega sveta, kjer bo srečanje torej mladih, mlajše generacije in v veliki dvorani nekoliko zrelejše generacije. Lahko rečem, da je to tudi nekaj posebnega, nekaj novega. Namreč srečanje teh Slovencev mladih iz zamejstva in sveta bomo povezali z povabilom, smo povezali tudi z povabilom Svetu mladinskih organizacij v Republiki Sloveniji. To pomeni, da se ne srečajo samo oni, ampak da se srečajo skupaj z mladimi v Sloveniji. Je to nekako nadaljevanje ali pa nadgradnja, če hočete, vsega tega prizadevanja, ki ga je tudi urad delal na tako imenovanih večjih znanstvenih konferencah, in seveda s tem pravzaprav želimo združiti sinergijo, združiti moč tako na vseh področjih, od političnega, gospodarskega in znanstvenega. Da smo zabili torej glavico na žebljico, torej lahko potrdimo tudi s tem, da ni pogosto, da pride to vseslovensko srečanje pozdravi tudi predsednik vlade, in tudi tokrat bo tako od predsednika Državnega zbora v jutranjih urah, torej v dopoldanskem delu, do predsednika vlade v popoldanskih urah ob 3. uri popoldan. Pomembno se mi seveda ob tem zdi povedati tudi, da bo med tem srečanjem, tako na začetku kot potem tudi v povezavi, tudi povezano z našimi mladimi, tako kot sem že rekel, od doma, tudi v kulturnem programu, saj bo mlad Rok Terkaj, ki je seveda ne samo znan slovenski reper, ampak znan tudi po medgeneracijskem dialogu, oziroma ambasador medgeneracijskega dialoga, tako moram povedati, torej tudi nastopil tukaj v Državnem zboru. Pomembno je mogoče tudi to povedati, da je letos leto 2012, ki ga je tudi Evropa razglasila za medgeneracijsko sodelovanje in dialog, tako da bomo rekel, je to v tem kontekstu. No in ne bo, tako kot sem že napovedal, običajno v teh uvodnih razpravah, da bi bila v bistvu v ospredju politika, ampak bo v manjšem delu, torej mlada generacija,
parlamentarna razprava, torej naj povedo tudi iz tiste dobre prakse, kjer jim je uspelo vključevanje mladih v to povezovanje, ki živijo zunaj, potem seveda dejansko kako ohranjati slovenstvo po svetu, ker je popolnoma drugače, kot so to delali, čutili, tudi druge tehnične možnosti so nekoč naši, torej, če hočemo, njihovi dedi, starši in tako dalje. In tretji sklop, ki bo zanimiv slišati tudi od njih, bo kako seveda razvijati stik z domovino, torej z Slovenijo. Mogoče seveda še ta informacija, da bo torej kot uvodničarka, kot uvodni nagovor, ki bo predstavljen, bo ga imela Antonija Klavdija Vončina, torej pisateljica in pesnica, gospa tukaj iz Trsta, ki je, bom rekel, tako rekoč tu v neposredni bližini, uveljavljena, dobila ogromno priznanj, nagrad za svoja življenjska dela, pa vendarle v slovenskem prostoru ne poznana. Skratka, potem pa seveda iz samega programa vidite, da smo tako pokrili Evropo, svet in tudi, mogoče za koga presenetljivo, pa vendar zelo pomembno, tudi ta medgeneracijski dialog med cerkvijo oziroma nekaterimi posameznimi župniki, kot je dr. Zvone Štrukelj, ki je seveda eden od, bom rekel, večjih poznavalcev Primoža Trubarja, in tudi njegova prizadevanja za poznavanje Primoža Trubarja so velika. To je ta sklop, no in da ne bi ostalo samo pri tem, torej po 5.7. ne gremo na dopust, še se ne oddahnemo. V ponedeljek 9.7. bo pa v prostorih, čeprav se začne tudi seja Državnega zbora, vendar do 2 popoldan bomo zaključili z programom Evropskega teritorialnega sodelovanja, tako med Slovenijo in sosednjimi državami. In sicer na tem gospodarskem področju, na teh operativnih programih, kjer so pa seveda povabljeni tako Ministrstvo za gospodarstvo, kmetijstvo, infrastrukturo in seveda Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica in tako dalje. To je v sklopu tudi našega programa Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu in predpriprava pravzaprav za jesensko skupno sejo tako komisije kot odbora za gospodarstvo. Kot veste, imeli smo že eno skupno sejo z zunanjim političnim odborom, vendar seveda vsebinsko popolnoma pripravljeno, tako da so rezultati sprejetih sklepov se pravzaprav realizirajo in seveda konec leta bomo tudi preverjali in ugotavljali, ali je to narejeno ali ne. Toliko na tej novinarski konferenci danes z moje strani in seveda novinarke, novinarji, jaz sem vam na razpolago. No, mene zanima, letos je poudarek na mladih, in je to pač super, pač za idejo za letošnjo, ampak kako bi, ne vem, za dalj časa mogoče tole integrirali te mogoče mlade pač Slovence iz, kakšne so, ne vem, tehnike ali pa kaj takega, mogoče kakšno, ne vem, prek spleta, prek kakšne socialne omrežje ali pa kaj bi, ne vem, predlagali, da bi se to, kako obdržati stik. Ja, prav zaradi tega, kot omenjate, prav tehnika in ta razna socialna omrežja, je urad v prejšnjem času delal tudi na teh znanstvenih konferencah, že nekaj stvari pripravil. Prav tu bi sedaj želeli od njih dobiti feedback, kaj narediti. Zakaj? Zato, da bomo v Državnem zboru komisiji sprejeli določene odločitve, ki pa bodo seveda posredovane in smernice, ker je tudi začetek mandata, za delo urada. Torej, ne želimo mi njim
starejša, modrejša generacija, kaj mi bi in kako bi, ne, ampak povejte, kaj je za vas najpomembnejše, da bomo prav, bomo rekel, lahko naredili prav to, ne, na ohranjanju te slovenstva v tujini, ne, in drugič povezavo njih, ne, z matično domovino. To bo mogoče obratno, da bi pač mi ostali v stiku z njimi. Naprimer, meni se je zdela kar dobra ideja tale podportal RTV za mejske Slovence. Ne vem, da bi kakšna mogoče neke vrste različica, da bi ne spodbudili to, da bi, ne vem, za to veljalo za Slovence po svetu. Naprimer, mi vseeno smo še koliko toliko v stiku z mejskimi Slovenci. Naprimer, kako bi to, da bi dali neko možnost, neko medijsko prepoznavnost, da bi mogoče mi več stika imeli s tem njihovim, kako poteka življenje, ne vem, za mejcev po svetu. Mislim, da tega mogoče malo premalo, da bi bilo bolj medijsko izpostavljeno. No, se zato pa imamo torej tudi v programu, ne, med temi predavatelji, tako iz znanosti, iz seveda ostalih področji, ne, kjer bodo tudi predstavljene naše možnosti in razmišljanja, ne, kako to narediti. Potem pa seveda v tem dialogu z mladimi na koncu, ker na koncu bomo se vendarle odločali o nekih sklepih, ne, sinergijski učinek, da bomo rekel, ta mandat naredimo v nekoliko večji prepoznavnosti, bomo rekel, na tem sodelovanju in predvsem seveda na mladih, ker vemo tistih društvih, sam sem bil veliko, tako za mesto kot po svetu, že prejšnja leta, ne. In poznam, ne, konkretno poznam primere, ne, kjer so stvari odlično zaživele, recimo v Stuttgartu, ko je šlo prenos, ne, iz starejših na mlajšo generacijo tako odlično, da bom rekel, se sploh ne pozna ta prenos, ne, da se je to zgodil. Na uradu pa, kot mi sporoča tudi, ne, nastaja spletna stran rubrika Mladim. Torej še ni izpostavljena. Ja, že nastaja in so tudi razni forumi potem mladih, ne, v bistvu povezave na te forume, ker želimo pač ta network z mladimi spodbuditi, ne, tako da mi smo recimo kot neka koordinacija, ki se potem stikajo. Tako. Pa tudi drugače revija, če mogoče še smem samo en stavek, za Slovence in zamejstvom po svetu se trudi tudi preko elektronskega oglaševanja dati posebno pozornost. Zato distributira z spletne edikcije. Tako, ja. No, mogoče pred 7 leti nazaj, ne, ko sem sam bil tudi na uradu, ne, ko je se šlo okrog te revije, ne, smo prav zaradi te mlajše generacije, ne, takrat se odločali, da bo revija, ki je v slovenskem jeziku seveda imela potem v nemškem in v angleškem jeziku. Torej vsaka članka, torej povzetke narejene, ne, in to je že bil en korak, bomo rekel, te pisane obliki naprej. Ok, hvala lepa. Hvala vam. Tudi vam.